Sem našel avto za elektroskeptike. To ste v bistvu vsi tisti, ki se bojite električnih avtomobilov, predvsem zaradi dosega ali pa zaradi počasnega polnjenja. Mogoče sem našel celo avto zase, ker me v zadnjih 2 letih noben avto ni toliko navdušil, pa ne govorim samo o štromarjih, ampak kar vseh. Ok, z izjemo nabritih bombic, recimo Hyundai i30N, tisti so mi vedno pri srcu. Tole je Hyundai Ioniq 6, limuzinska različica takšnega Ioniq 5, tako da izberite tistega, ki vam je bolj simpatičen za pogledati, oziroma tistega, ki bolj ustreza vašim prostorskim željam in zahtevam. Tehnično sta si namreč skoraj identična, tudi cena je zelo podobna, tale je v določenih stvarih malenkost modernejši, zato ker je bolj svež na cestah, kar pa ni nujno dober. Razložim kmalu. Glede oblike je pa tako. 3 iz našega uredništva se zdi avto fantastičen za pogledati, jaz sem med temi 3, 2 se zdi absolutno grd. Vi se odločite sami, meni je ta retro sodobna oblika zelo všeč, malo me spominja na nekdanji DS, tudi za Porsche Panamera so ga zadnjič zamenjali, ampak meni je v bistvu lep tudi Ioniq 5, tako da se dejansko ne moram odločiti. Poleg tega je pa res tudi, da doma vozim tole, pa mi je všeč, tako da jaz nisem ravno ena referenca za oblikovno svetovanje. V bistvu se za Ioniq 6 odločite, če boste tukaj le zadaj pogosto vozili odrasle, manjkrat pa v prtljažniku ogromno robe. Prostora in udobja je tukaj zadaj neverjetno veliko, no prtljažnik ima pa zadaj 401 liter, pa še sprednji potem dodatnih 45 litrov, ampak sploh tale zadnji za tako dolgo vozilo ni posebej impresiven. Predvsem je pa odprtina relativno majhna, Ioniq 5 mnogo bolj odpre gobec. Ali je to rit kaj zadaj? No, se ni važen. Spredaj pa tako, poteg levo, nastavitve, vozilo, hitrostne omejitve, izklop, pa nazaj na home screen. To je zadeva, ki jo vedno naredim pred vožnjo, pravzaprav ponavadi pozabim in jo naredim med vožnjo in to je edina stvar, ki me pri tem avtu totalno moti. Lane assist me niti ne, zato ker ga izključim tukaj le z enim samim pritiskom. Tole nenehno piskanje je pa absolutno nadležno. Avto piska, ko se približujem manjši omejitvi, avto zapiska, ko grem 1 km nad omejitvijo, avto zapiska potem, ko spet ne grem. Skratka, zadeva non-stop piska in mi žre živce. To so pač pravila, da avtomobil dobi več točk pri varnosti, ampak najbrž si je ta sistem zamislil en teoretik v pisarni za mizo, ki najbrž sploh ne vozi in zadeva je ekstremno tečna. Tudi nevarna. Zdaj sem to dal iz sebe, ja, ok, notranjost zelo cool. Sami fini materiali, odlagališče je več kot dovolj, super pregledno je vse skupaj, tudi zato, ker je sprednji del in nos vozila toliko nizko, da ga sploh ne vidim, sedim dobro, krasno je. Lahko robantim malo na tem, da sem nekajkrat v želji po prestavljanju dejansko vklopil brisalce, ker sta ročki absolutno preveč blizu, pa mogoče nad tem, da so stikala za stekle tukaj na sredini, ne na vratih, ampak to so stvari, ki se jih boste navadili v enem tednu in bo ok. Predvsem pa boste pozabili na malenkosti takoj med vožnjo, ker se tako dobro pelje. Prav po limuzinsko je udoben in nadvsetih, zelo prijeten, obenem pa še lahkoten. Neverjetno dobro skriva svoji 2 toni mase in v zavojih je v bistvu zelo agilen. Če prestavim še na program Sport, potem tudi krmiljenje postane malo bolj mesnato, pa še bolj komunikativno. Obstaja šibkejša različica od te in z manjšo baterijo. No, obstaja tudi močnejša izvedenka od te in z 2 elektromotorjema, ampak po moje je ravno tale idealna izbira. En motor in pogon zadaj, mimogrede, tudi malo pobalinski je lahko, če boste želeli, no in 168 kW moči, to je 230 konjičkov in pospešek do 100 v 7,4 sekunde. Sploh ne vidim potrebe po močnejšem motorju, ker tudi tale vedno dobro leti in največja hitrost je 185 km/h, kar je pa tudi dovolj. Obenem ima pa še ta veliko baterijo s 77,5 kWh in neverjetno majhen količnik zračnega upora, samo 0,21, zato je pa tudi tako zelo varčen. Celotna poraba na našem testu je samo 18 kWh na 100 km, pa je od tega večinoma avtocesta, pa vmes snemanje, ki vedno dvigne porabo. Skratka, tale poraba je fantastična in zato tudi doseg preko 400 km ni v bistvu nobena težava. Sploh ni treba nič šparati. Polni se pa z 230 kW moči, kar pomeni, da boste dejansko celo težko našli dovolj zmogljivo polnilnico.
in zato je baterija napolnjena od 20 do 80% v 20 minutkah. Če bi imel še 22 kW polnjenje na klasični polnilnici, potem bi bil pa perfekten. In zato je tole recept za električno preplašene. Noben bav pont, noben problem iti daleč in to še zelo udobno in v stilu, v takem retro stilu. Fajn avto, si zasluži pohvalo. Neko kledic. 1, 2, 3, 4, 87, 88, 89, 142, 150.